Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Imam en izziv, en problem. Zdaj, v petek gremo s prijateljicam ven plesat. In to se meni zgodi enkrat na leto ali pa na 2 leti. In gremo zvečer. Jaz sem pa ob 9 recimo že v posli, ne? In že spim ob 9 ponavadi, ne? Zdaj, alkohola ne bom pila, kave tudi ne pijem, kaj mi dejansko sploh preostane. In sem poklicala Jeleno Dimitrijevič, ki je tudi sicer kriva za tak moj mal nevsakdanji režim hrane, ne? In je rekla, lej, jaz ti priporočam eno zloveščo rastlino. Pa sem rekla, kakšno zloveščo rastlino? In potem mi je pokazala tole fotografijo oziroma ta posnetek, oke, ki ven štrlijo, grozljivo, rdeče in čisto, lejte te oke. In sem rekla, lej, češ ti tole vzela, boš takle gledala, nič, ne boš zaspana, nič, kar oči ti bojo ven skočile. In sem rekla, okej, dam priložnost in dam možnost. In kljub temu, da tako grozljivo zgleda, evo, to pride v eno takole obliko, kar je precej boljše. In danes je v naši družbi Jelena Dimitrijevič, da o guarani pove še kaj novega, še kaj svežega in nam tudi zaupa, kakšna zamenjava je to lahko. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala, živijo. Zdaj za petek, ne? Ja. Jaz se veselim, ne, da tole poskusim, da tole probam, pa tak naprej. Ampak imajo pa ljudje bolj težave z tem, da ostanejo budni čez dan, ne? Ja, tudi. Ja, in pol v bistvu gre ta protokol oziroma ta proces, da se zjutraj zbudiš, pa se ne moreš zbuditi, pa spiješ ne vem koliko kave, pa potem ta energija, itak vemo, kako kava deluje na tak način, da v tem trenutku zviša raven energije, ampak zelo hitro ta energija pade, pa rabimo še novo dozo kave in tako dalje. Pa kava pride s svojimi stranskimi učinki, ki že dobro poznamo, tudi razbijanje srca, povišan pritisk, potem recimo nespečnost pride posledično, smo živčni, tresavico imamo recimo odvisnost, dejansko se razvije tudi odvisnost od kave zaradi tistih učinkovin oziroma samega kofeina. Hkrati pa ni dober, ne za naš prebavni sistem, lahko nastane diareja, imamo težave na prebavnem področju in tako dalje, tako da tega si res ne želimo. Dolgoročno tudi deluje na tak način, da zakisa naše telo, zmanjša vsebnost mineralov v našem telesu in seveda, če se temu lahko izognemo, bi bilo dobro. In ena od teh rešitev je vsekakor, da zamenjamo vsaj kakšno skodelico kave, če že marsikdo rad ima tudi ta okus in recimo svoj ritual, ki ga ima s kavo, ampak da ne bi uživali toliko veliko kave na dan, potem si lahko pomagamo s tem, da jo zamenjamo z rastlino, ki bo imela še boljše učinke kot kava, nam bo dala veliko energije, ampak ne na tako agresiven način, kako deluje sama kava. In tukaj seveda govorimo o guarani, ki raste na področju severne Brazilije. Tam so tudi ta starodavna ljudstva, indijanska plemena uporabljali in uporabljajo tudi danes guarano, predvsem tudi zaradi lastnega preživetja, ker tam je treba preživeti, znati preživeti, rabiš veliko energije, veliko koncentracije, da sploh preživiš v takem okolju amazonskega deževnega gozda in to modrost smo odkrili prek njih in zdaj imamo tudi mi doma. In predvsem v tem smislu, če želimo res na bolj nežen način dvigniti energijo v telesu, posebej, ko se ukvarjamo s takim delom, ki zahteva več koncentracije, več takega umskega dela, če smo preveč utrujeni zaradi tega, ker veliko študiramo, to predvsem se nanaša na študente, učence in tako dalje, danes imajo res veliko obveznosti, ali pa če se ukvarjamo recimo športom. Športniki največkrat uporabljajo guarano, ker ne želijo uporabljati kakšnih drugih intenzivnih sredstev za dvig energije. Guarana pa deluje popolnoma drugače, ker deluje bolj počasi se tudi sprošča guaranin, ki je podoben kofeinu, po svoji kemični sestavi skoraj enak. In tako da deluje, ko zaužijemo guarano tudi 6 ur
je njegovo delovanje. Tako počasno, ampak konstantno in ni takih stranskih učinkov, ki jih poznamo pri kavi, kar je še najbolj pomembna zadeva. Se pravi, kdaj se hodi ven v teh časih? Joj, jaz sem že, to si že odkrili smo, ne, koliko sem stara, tako da jaz že zdavni nisem bila od zunaj nekje se... Ampak recimo ob 11. Ampak recimo 11, 12, mislim, da zdaj ta mladi hodijo tako pozen. Se pravi, kdaj jaz to moram pol prej vzeti? Samo to me bo pol držali 6 ur? Ja, te bo držali, seveda ti ni treba vzeti velikih količin, tudi pol čajne žličke ali 1 čajna žlička bo čisto dovolj. Vzameš recimo vsaj uro pa pol pred tem dogodkom tvojim, tako da takrat bo najbolj intenzivno tudi delovala guarana. Se pravi, bolj počasi začne delovati, tako da pol pa traja, res ta učinek res nekaj ur traja, tako da zagotovo ne boš zaspala. Ti javim. Lahko, ja. Zdaj pa, kar se doziranja tiče, koliko dam jaz zdaj tega? Ne pretiravati, res, ker ti veliko teh dodatkov oziroma rastlin daš, to bo dovolj. To je dovolj. Čist dovolj, ni treba pretiravati, ker guarana vsebuje 2-krat več kofeina, oziroma tukaj seveda govorimo o tej posebni snovi, ki se imenuje guaranin, in je več kofeina kot v kavi, ampak pravim učinek je drugačen kot klasične kave. Tako da recimo v eni čajni žlički približno je tam, zdaj odvisno koliko je velika ta čajna žlička, ampak je lahko tam 50 do 75 gramov kofeina v taki eni žlički. Me lahko pripraviš? Grenko bo. Grenko? Ja. Ni. Niti veliki. Mislim, tako, ponavadi je ta bolj v ospredju grenek okus. Tebi ni? V redu je. Ker ponavadi potegne malo bolj na grenko, ja. Ampak se kar v redu. Posebej, če pripravimo tak napitek, recimo z rastlinskim mlekom, pa zmešamo še zraven mogoče nekaj drugega, kar nam ustreza, mogoče v kakšen smuti proteinski dodamo ali recimo, ne vem, rožičeve moke malo pa. Tako da naredimo res napitek, pa je lahko tudi to en ritual za nas. Ni nujno, da je samo kava zraven, ampak le lahko tudi to. In ne več recimo zaužiti tam kot 2 čajni žlički na dan, ni treba pretiravati. Opozorilo je zmeri za tiste, ki imajo težave s srcem, z visokim pritiskom, otroci seveda, tem se ne priporoča uživanje guarane. Vsi ostali, ki so zdravi, ki hočejo zvišati energijo, svojo koncentracijo, kognitivne sposobnosti, za njih pa je res dobra odločitev. Guarana je super alternativa, ki ni alternativa slabša, ampak je alternativa boljša v vseh pogledih. Ampak rada bi se dotaknila tega, kar pa sem sama opazila in moram reči, da mi je kar hudo pri srcu, ko vidim koga, ki to pije, in to so energy drinki. Še to posebej, ja, seveda. Energijske pijače. Jaz mislim, da se tega tukaj pije, zato ker ljudje ne vejo, kaj pijejo, verjetno, ne? Niti nočejo vedeti. Če bi odkrili, kaj je vse not, verjetno bi se dvakrat bi razmislili, bi spet ponovno to vzeli, ampak velikokrat ljudje nimajo ta prave povezave z lastnim telesom, nimajo resnične želje, da bi živeli zdravo, ker se jim ne da, ker to zahteva nekaj sprememb, nekaj odgovornosti tudi do lastnega telesa. In potem je pač tako to dostopno, naredi en učinek. Tudi v take pijače se zna zgodi, da neke guarane dajo, ampak to je še najboljša sestavina, ki v sami pijači ostalo, pa so drugi stimulansi, veliko sladkorjev in zelo negativno delujejo na celoten organizem in jaz jih absolutno odsvetujem. Energijske pijače? Tako. Vse? Kot ene imajo zdravo embalažo, pa imajo zelen, pa imajo rošt zgor. Če pa recimo taka mogoče v kakšnih ekoloških trgovinah, ker recimo je na osnovi bolj guarane, take energetske pijače so mogoče še v redu, ampak je res treba preveriti samo deklaracijo, videti, kaj piše not, kaj je vse dodanega. Ker zelo hitro se tudi pretirava s kofeinom. Mi ne bi smeli zaužiti več kot 300 mg kofeina na dan, da ne bi bilo teh stranskih učinkov negativnih. To ti recimo, če gledaš, da en espresso ti ima, majhen espresso ima 80 mg kofeina. Je to hitro, sam spiješ, ljudje spijo 2, 3, 4, 5 na dan, ne vem, koliko jih pijejo, ali skuhajo take oren kave. Tako da zelo hitro se preseže
ta številka od 300, pa tudi 300 mg ni nujno, da pridemo čisto do maksimuma, ampak to je recimo ena taka meja, ki jo ne bi smeli iti čez to mejo, če želimo, da se ne dogajajo tisti hudi stranski učinki, ki lahko pripeljejo do različnih težav, bolezni in tako dalje in same dehidracije telesa, ker vemo, da tudi kava deluje kot diuretik, kar ni v primeru guarane, ne povzroča teh različnih stanj, kot so recimo kakšna driska, ki se lahko pojavi zaradi tega. Tako da res ima drugačno delovanje. To ne pomeni, da je zdaj absolutno zamenjamo za kavo in samo ogromne količine guarana uživamo. Tudi to ni namen. Namen je v bistvu, da si pomagamo takrat, ko resnično potrebujemo več energije in je ne znamo dobiti na drugačen način. Sicer pa bi seveda lahko živeli malo drugače, imeli manj stresa. Pa bi tudi šlo čez, ne? Pa bi tudi šlo, pa bi naredili kakšno meditacijo, ampak marsikdo za to ali nima časa, ali nima volje in potem je dobro, da vse imajo na bolj naravno rešitev, ki je veliko boljša kot sama kava. Kaj pa, jaz sem slišala, da to pri migrenah tudi dobro zadeva, oziroma pri glavoboli. Tako je, točno tako. Deluje zelo dobro zaradi tega, ker izboljša tudi krvni pretok, kar tudi delno kava naredi, ampak to deluje na boljši način, bolj nežen način, tako da nam lahko tudi pri tem pomaga seveda, da zmanjšamo te bolečine, ki nastajajo iz različnih razlogov, ampak jaz vedno pravim, je treba ugotoviti razlog, zakaj nastajajo določene težave, ne pa samo simptome reševati, tako da bolj celostno pogledati, zakaj pa kako. Dajmo z našimi gledalci ta trenutek še enkrat pogledati te zloveške oke, zlovešče, da ugotovimo in da nam Jelena zaupa, kje je pravzaprav ta rastlina. Mislim, daj poglej to, no. To je kot za noč čarovnic, no. Ja, deluje malo tako strašljivo, zaradi tega, je kot eno oko, človeško oko, ki je nekako prišlo ven in za marsikoga lahko se od te rastline, meni ne izgleda to grozljivo, ampak mogoče marsikomu bo izgleda to, kar si pokazala. Jaz imam bojno domišljijo. Ja, to je že druga zadeva, ampak to, kar si pokazala, je v bistvu v taki posušeni obliki, in je pri guarani tudi, ko zmeraj poudarjava, kako je pomembno, da izberemo pravo prehransko dopolnilo, ki nima nikakršnih dodatkov, ki je predelano na tradicionalen način, tako tudi zdaj želim poudariti to zelo pomembno informacijo, da tudi pri guarani je pomembno, kako se predeluje na tak način, da v bistvu se tradicionalno posuši v posebnih pečeh, ki so glinene, z nizko vsebnostjo kisika, da ne pride do procesa oksidacije. Se pravi, na tak način zmanjšamo oksidativne procese in se ohrani vse to, kar je dobro v guarani in to, kar želimo dobiti od same rastline. Če pa ni pridelana na tak način oziroma predelana na tak način, ne bomo dobili lastnosti oziroma se bojo izgubile tiste koristne lastnosti guarane in je vprašanje, kako bo sploh delovala na naše telo. Tako da tisti, ki iščejo kakovostno guarano, morajo tudi izvedeti, na kakšen način je samo seme predelano, pečeno. Ampak so eni taki mini kostančki. Tako, ja. Niso tako grozljivi, ko se posušijo, ne? Posebej ne, ko se zmelje v prah, takrat itak ni težav. Ne, to je zdaj čisto rejo. Ampak dejansko imaš oke tak, ne? Ja, res je, ja. V bistvu, to je nekakšen poudarek v tem smislu, da nakazuje, kaj se ti lahko zgodi, oziroma da res imaš bolj to vzdržljivo energijo, da ti pomaga, da greš skozi te težave, ki jih imaš, posebej tisti ljudje, ki imajo veliko stresa, ki morajo ohranjati nivo koncentracije, dlje časa, to pozornost, ta fokus, za njih je guarana res odlična izbira. Pa tudi takrat recimo so naredili tudi nekaj teh študij zelo pomembnih, ki so pokazali to kakovostno oziroma pozitivno delovanje same guarane. Leta 2008 je ena taka študija narejena pri eni skupini, ali so bili učenci ali študenti ali neki takega, ljudje, ki so delali potem, ko so uživali guarano, so delali teste. Je bila ena skupina, ki ni uživala guarane, pa pol druga skupina, ki je uživala guarano in
to ne pomeni, da so eni pa drugi bolj pametni, ampak koliko je pomembna ta koncentracija, ta fokus, ta izostrenost, ki jo recimo dobimo, so boljše naredili teste tisti, ki so uživali guarano. Tako da res za študente je to fenomenalna izbira in da jim ni treba res škodovati svojemu telesu na tak način, da se nalivajo, ne vem, s kakšnimi količinami kave, ampak zaužijo guarano na manjše količine z manjšo vsebnostjo oziroma na tak način, da nam ni treba toliko veliko kofeina zaužiti, ker je že malo guarane dovolj in potem imamo ta učinek, ki traja dlje časa in lahko se učijo to, koliko si želijo. Seveda to ne pomeni, da jim ni treba spati. Spanje je zelo pomembno zaradi same regeneracije, ampak nam lahko čez dan pomaga, da lažje shajamo s temi težavami, ki jih imamo posebej, če so kakšne, recimo, potrebe, da se več učimo, da imamo boljšo koncentracijo. Kaj pa mlade mamice, ki nič ne spijo, ki se jim otrok skozi dere? Ne, v bistvu jaz njim rajš mislim, lahko seveda čez dan je dobro, da bi vzdrževali to energijo, ampak absolutno mlade mamice morajo poskrbeti tudi za spanje, zaradi regeneracije, zaradi tega, da otrok tudi dobi mleko, da se ne prekine tudi ta proces laktacije. Za njih je priporočljivo, da tudi najdejo kakšne dodatne metode, da se telo nekako spet pride v eno ravnovesje. Tako da ja, seveda čez dan lahko, ampak po noči naj spijo čim več. Se pravi, energijske pijače, stran. In tole lahko imaš zraven kar prašek, ne, v torbici. Seveda, ja, seveda. In potem, če si nekje v kakšnem kafiču ali ne vem, kjerkoli od zunaj, potem sam zmešaš s tekočino tvojo poljubno in potem je zadeva rešena. Pravim, bo bolj počasi delovalo, ampak bo prišlo tudi pravočasno takrat, ko bomo rabili to energijo. Se pravi, jaz bom šla zdaj počasi malo na sprehod in pol me bo butnal. Ja. Takole, ne bo tega učinka seveda kot pri kavi, ampak bo bolj tak nežen učinek dviga energije, da se boš počutila, aha, ok, zdaj lahko delam tako s tem izostrenim umom, ne bo te megle, recimo, ki se ponavadi pojavi takrat, ko smo bolj utrujeni, ampak bo vse bolj jasno. Tako da iz tega razloga je to dobro za vse tiste, ki so zaposleni, posebej pravim tiste, ki se športom ukvarjajo, ker veš kako, da tam rabijo res eno tako vzdržljivost, je guarana odlična stvar. Pravim, guaranin, različni saponini, tudi snovi, ki so tudi podobne kofeinu, so prisotne, kot so recimo teofilin, teobromin in tako dalje. Seveda, ni treba zdaj škodovati sebi v tem smislu, da tega pretirano užijamo, ampak res takrat, ko to potrebujemo. Odlično. V petek gremo žurat, jaz ti javim, kako je bilo. Zabavaj se, ti želim. Glasba iz 80-ih bo, tako da to je edina glasba, ki je še normalna za plesati, ker ta sodobna glasba danes mogoče ni najbolj. In jaz ti bom povedala, če sem zaspala ali nisem. Hvala. Lepo se mej. Hvala lepa. Jelena Dimitrijevič je bila v naši družbi. Če boste tudi vi kaj testirali, dajte nam javiti, kako je šlo pri vas. Vsekakor pa klepet ob kavi lahko spremljate tudi s čajem, tudi z vodo, tudi z limonado in tudi z guarano. In kdaj ima zdaj tranzite za to, da bi bila lahko spet noseča? Prav zdaj. Prav zdaj? Ja, bi lahko. Sama, Nataša, če bo kaj 2 črtice pokazali, mislim, da moramo prvi zvedeti. Absolutno.